Z nami je zdaj član vladnega strateškega sveta za makroekonomska vprašanja Matej Lahovnik. Gospod Lahovnik, kako gledate na ta zgodnji razpis za novega predsednika SDH-ja? Če se bo Debeljak prijavil na razpis, si bo tako nov mandat zagotovil še pred volitvami, čeprav se mu mandat izteče šele po volitvah. Ministru za gospodarstvo Hanu se to zdi hitro, v SDH-ju pa pravijo, da so to storili, ker so postopki časovno zahtevni in večfazni in da gre za običajno korporativno prakso. Formalno, seveda po zakonu je to mogoče, dejansko pa vsi vemo, da se jim očitno mudi, namreč predsedniku uprave SDH-ja poteče mandat septembra prihodnje leto, torej več mesecev po naslednjih volitvah, in očitno si želijo zacementirati pozicije tudi za mandat naslednje vlade, za mandat naslednjega predsednika vlade, ker je SDH pač zelo pomemben, ker upravlja s 13 milijardami evrov našega premoženja, vpliva odločilno na kadrovsko politiko državnih podjetij preko imenovanja nadzornih svetov in vsej ni skrivnost, da je sedanji predsednik uprave SDH tesen prijatelj z predsednikom vlade, navsezadnje je bil tudi na njegovi poroki in na poroko verjetno ne vabiš naključnih znancev, ki jih ne poznaš, tako da se jim seveda mudi z tem razpisom, ni pa to higienično, ker mislim, da bi bilo prav, da se to zgodi, ta razpis in postopek v času mandata naslednje vlade, ker bo za to več kot dovolj časa. Če se Debeljak prijavi na razpis in je imenovan za novega starega predsednika uprave SDH-ja za naslednje 4 leta, ga lahko nova vlada zamenja? Nova vlada bo imela precej težav, ker je zakon o SDH-ju temu primerno tako napisan, da seveda je vlada sicer skupščina Slovenskega državnega holdinga, lahko vpliva na imenovanje nadzornikov, težko pa neposredno zamenja nadzornike pred iztekom mandata, kaj šele člane uprave. Zdaj, zanimivo je, seveda, da se tudi nekaterim vladi mudi z imenovanjem novih članov nadzornega sveta SDH-ja, kar se kaže na to, da si želijo zacementirati pozicije za ves prihodnji mandat in seveda se lahko zgodi, da bomo dobili novo vlado, novega predsednika vlade, novega ministra za gospodarstvo, novega finančnega ministra, ki bodo ugotovili, da dejansko nimajo ključnih vzvodov vplivov na gospodarstvo, ker so tam pač kadri, ki so tesno povezani z vodilnimi v prejšnji vladi. Kako pa ocenjujete poslovanje SDH-ja v času Žige Debeljaka, ki ga v 3 letih, čeprav upravlja za 13 milijardami davkoplačevalskega denarja, nismo videli v javnosti, in kaj kažejo funkcije, ki jih zaseda v nadzornih svetih Telekoma in Gen Energije? Ko sem dejal, ga nismo videli v javnosti, nismo ga videli, da bi bil recimo v našem studiu ali da bi medijem dajal izjave. To je največji problem. Moral bi delovati transparentno, tudi pojasnjevati poteze Slovenskega državnega holdinga, ki je 100% v državni lasti. Gre za denar vseh davkoplačevalcev, videli pa smo nekatere primere, recimo slovensko industrijo jekla, ki je tudi v delni lasti države, kjer je Slovenski državni holding celo zagovarjal, da je podjetje dobilo državno pomoč, čeprav so se izplačale 20-milijonske nagrade članom uprave oziroma vodilnim menedžerjem, da so se izplačevale visoke dividende. Videli smo nekatere primere spornih kadrovanj, recimo najbolj razpit primer je zagotovo Dars, kamor je nadzorni svet imenoval vodjo volilnega štaba Svobode na zadnjih volitvah, kamor so kasneje potem uprava za svetovalko uprave imenovali poslanko Svobode, ki je predtem odstopila. Tako da teh potez je bilo spornih kar precej, tako kadrovskih kot tudi vsebinskih, vsekakor pa to kaže, da je imela politika največje vladne stranke seveda zelo velik vpliv na določena imenovanja in mislim, da je to jasno tudi vsem poznavalcem v gospodarstvu. Kako pa gledate na ustanovitev Dovosa, ki bo znotraj SDH-ja pod njegovim okriljem razpolagal s stotinami milijonov evrov davkoplačevalskega denarja namenjenega za krepitev odpornosti in obrambo, katerega predsednik nadzornega sveta je nekdanji državni sekretar Damir Črnčec, pri njegovi zaposlitvi za pomočnika direktorja SDH-ja KPK ni ugotovila kršitve zakona, je pa zaznala več korupcijskih tveganj, vladi pa priporočila spremembo zakonodaje glede prenehanja vladnih funkcionarjev
oziroma prehoda vladnih funkcionarjev v gospodarstvo. Iz vlade ne pa so zanimivo še isti dan se odzvali, da KPK sprejema priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meje njene pristojnosti, SDH pa jo tudi toži, češ, da se postavlja nad zakon in da nihče ne sme biti nad zakonom. Že to, da je Komisija za preprečevanje korupcije pri imenovanju pomočnika predsednika uprave SDH zaznala korupcijska tveganja, je seveda zelo velik alarm. Namreč SDH upravlja s 13 milijardami državnega premoženja in je seveda to zelo velik problem, da so imenovali na pozicijo pravzaprav pomočnika predsednika uprave SDH nekoga, ki skrbi za korporativno varnost, kjer je pa ključna kibernetska varnost, nekoga in hkrati v to sistematizacijo zapisali, da je pogoj poznavanje Microsoft Officea, torej Worda in Excela, samo po sebi kaže, da tukaj so izostala neka resna merila, ki bi morala biti. Kar se pa tiče tega slovenskega orožarskega holdinga, je pa samo po sebi problem, ker so celo v Državnem zboru predstavniki SDH zatrjevali, češ, da bo nad njimi bedela tudi Komisija za preprečevanje korupcije in da ni korupcijskih tveganj. Zdaj pa slovenski državni holding pravzaprav toži Komisijo za preprečevanje korupcije zato, ker je pač ugotovila pri določenem imenovanju, da bi lahko šlo za korupcijska tveganja. Že to kaže na zelo slabo upravljanje državnega premoženja in seveda, da dejansko obstaja tukaj zelo velik problem, ki bo obstajal še naprej, ne samo za to, ampak verjetno še veliko bolj za prihodnjo vlado. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.